Od začetnega razmisleka do končne produkcije. Danes govorimo, kako se lotiti prenove spletne strani. Dober dan, dobrodošli v 11. oddaji Point Out Weekly. Zadnjič smo imeli eno super special oddajo, to je bila Q&A oddaja oziroma vprašanja in odgovori. Odgovarjali smo na vaša najpogostejša vprašanja, tako da če si niste uspeli pogledati, bom za vse tiste, ki niste dovolj pozorni, pokazal, da bo tukaj link. Tako da skočite v tisto oddajo, na hitro pogledajte in pridite nazaj. Danes pa govorimo o prenovi spletne strani. Zakaj? Zato, ker se vsak enkrat mora lotiti. Res je. Tako da ne bova preveč govoričila, greva kar direkt v temo. In sicer še enkrat, prenova spletne strani, prva točka, kje se vse skupaj začne, je običajno nek razmislek oziroma brainstorming. Se pravi, preden gremo v prenovo spletne strani, se moramo vprašati, zakaj sploh želimo spletno stran? Kaj bo njen cilj? Kaj želimo z njo povedati? Kaj bo tista glavna obljuba vrednosti oziroma value proposition? Kaj je bistvo spletne strani? Kaj je njen namen? To je tisto, kar se moramo na začetku vprašati in poiskati odgovore. In potem bi jaz tukaj še eno zadevo dodal, in sicer vse prevečkrat se gleda na spletno stran kot na samostojen projekt. In tukaj mi velikokrat, ko se srečamo z našimi naročniki, ki pridejo do nas in rečejo, želimo imeti novo spletno stran, jih na eno izmed prvih zadev opozorimo, da morajo na spletno stran gledati širše kot na samostojen projekt. Zaradi tega, ker spletna stran predstavlja del celotne marketinške strategije. Se pravi, vi ne smete samo razmišljati, ok, zdaj bomo pa prenovo spletne strani naredili, ker je naša že malo zastarela. Ampak enostavno razmisliti o tem, kakšna je vaša marketinška strategija in kako se bo ta vaša marketinška strategija vkomponirala v celotno spletno mesto. Ja, in običajno, ko govorimo o prenovi, veliko ljudi najprej pomisli, ok, zdaj imamo neko tako grdo, ne preveč privlačno spletno stran in zdaj bomo naredili neko super lepo in bo the best. To, ko delamo prenovo spletne strani, ne govorimo o tem, da bomo samo malo polepšali, da bo zdaj boljša na pogled. Ne, to ni bistvo. Presenečeni boste oziroma bi bili, ko bi videli, da nekatere strani, ki vam mogoče na prvi pogled niso toliko všeč kot neke druge, koliko boljš dejansko delujejo, zaradi tega, ker dejansko so narejene z namenom in imajo nek cilj v ozadju, ki sledi pač temu, kar oni želijo komunicirati, oziroma tisti, ki so njihova ciljna skupina, za katere je bila ta spletna stran tudi narejena. Verjetno želiš to izpostaviti. Vsi se prevečkrat zapičijo, kako bo izgledala v dizajn spletne strani, važno na koncu je pa učinkovitost, kako se uporabnik na koncu na njej znajde, ali zadeve učinkujejo, ali je razvit tako imenovani marketinški lijak. In enostavno, spletne stran, ne da so samo z dizajn vidika ful dobre, ampak danes morajo biti performance, morajo biti učinkovite in morate konvertirati, oziroma kako se to lepše reče, se pravi, uporabnika pripelja do tistega cilja, ki ste si ga na začetku postavili. Ja, ker spletna stran ni samo neka brošura, tako kot je bilo to včasih, tisto, kar ste imeli v tiskani obliki, ste dali sam na splet, danes je veliko več kot to. In če greva kar naprej, na naslednjo točko, ko si odgovorite na ta začetna vprašanja, gremo v tem procesu v naslednjo fazo, ki ji rečemo neko raziskovanje, research. Takrat gremo pogledati na podlagi naših nekih ciljev, kaj dela konkurenca, kakšne spletne strani ima konkurenca. Mogoče si tudi pogledamo neke spletne strani, ki podeljujejo nagrade za najboljše spletne strani. Recimo Awards je taka, bomo dali link. Še ena je CSS Design Awards. Še en link spodaj. Tako da si boste lahko tudi, se pravi, ko delate ta research, je fajn, da pogledate čim več različnih primerov in da pogledate, kaj dela konkurenca, ker boste s tem tudi sami dobili ideje in pa boljše, kako bom rekel, primere, odgovore na vprašanje, ki ste se jih zastavili v prvi točki.
Zdaj, po tretjo točko pa se premaknemo v sam proces izdelave spletne strani. Tukaj je zelo pomembno, da se na začetku zavedate, da je ta proces daljši, kot se zdi na prvi pogled. Veliko naročnikov, ki pride do nas, tudi reče, ok, rabimo spletno stran, vprašamo, kakšen je rok, in te roki so ponavadi zelo kratki. Velikokrat je odgovor, ja, v roku enega meseca, max 2, ampak tukaj se je potrebno zavedati, oziroma da se vsi zavedamo, rok je seveda odvisen od tega, kako kompleksna je izdelava spletnega mesta. In tukaj, ko govorimo o kompleksnosti izdelave spletnega mesta, se nam takoj porodita dve zadevi. Ali bomo delali spletno stran, ki bo čist custom postavljena, ali bomo delali spletno stran na podlagi neke teme. Zdaj, če delamo spletno stran na podlagi neke teme, je ta proces lahko veliko krajši, kot če gremo v custom prenovo spletne strani. Zakaj? Ker temo kupimo in tema ima že postavljene določene okvire spletnega mesta, je narejen dizajn, seveda na podlagi dizajna lahko spreminjamo barve, font in tako naprej, ampak proces je zaradi tega, ker je ta frame, okvir že postavljen, mnogo krajši, ker potem, ko se odločimo mi za font, za barve in tako naprej, gremo samo še v sestavljanje te teme, kako bomo povezali stvari med sabo v kakšno čisto minimalno custom produkcijo. Če pa po drugi strani pogledamo ta custom design, ga pa lahko razdelimo na 3 ali 4 faze. In prva od teh faz... Sam to bi povedal, da custom, ko mogoče ne bomo vsi razumeli, pomeni, da sami v celoti izdelate dizajn. Da ne kupite vnaprej pripravljeno temo, kar je govoril kot druga opcija, ampak da dejansko dizajn sami pripravite oziroma nek oblikovalec za vas. Tako, in zdaj, če grem po točkah, se pravi, prva točka pod tem procesom je, da izdelate tako imenovane wireframe. To so neke skice spletne strani oziroma kako bo celotna spletna stran izgledala po vseh korakih, po vseh straneh, ki jih boste imeli. Ampak to pomeni, da bodo te tako imenovani wireframe črno-beli. Se pravi, s tem dobite celotno strukturo spletne strani. Ko imate to fazo potrjeno, ste z njo zadovoljni, greste na naslednjo fazo, in sicer na izdelavo dizajna tega spletnega mesta, kjer boste vi postavili celotno zasnovo, od fonta do barv, kako bo vsaka stran izgledala. Velikokrat se mi lotimo tudi te faze po look and feel metodi, to pomeni, da najprej naredimo samo osnutek tega dizajna, in ta dizajn uskladimo z naročnikom, če je to. Šele potem, ko imamo ta look and feel potrjen, gremo pa v posamezne strani, izdelavo dizajna strani na podlagi prejšnje točke wireframov. In tukaj bi sledeče poudaril. Mi se ne gremo nazaj, pa popravljamo potem wireframe. Ko so wireframe potrjeni, gremo na naslednjo fazo, na dizajn, in tukaj vse naredimo. In ko je ta faza potrjena, usklajena z naročnikom, gremo šele na tretjo fazo, tako imenovane spletne produkcije, ko spletno stran v roke dobi programer in dejansko postavi na celotni osnovi wireframov in dizajna spletno mesto. In ko je ta faza zaključena, gremo še v četrto fazo, ki je testiranje, se pravi, da vidimo, če vse zadeve delujejo, damo naročniku spletno stran, da jo preklika, in ko je ta faza do potankosti izpiljena, potem spletno stran lansiramo. Mogoče bi tukaj še poudaril metodo user testinga, se pravi, če proračun omogoča, gremo tudi v te aktivnosti, in sicer, da spletno stran potestiramo glede na naše ciljne skupine. Se pravi, povabimo v pisarno ali pa v naročnikov prostor določene ljudi, ki ustrezajo ciljni skupini, da vidimo, če spletna stran deluje, kot je treba. Če ne deluje v tej fazi testiranja, tudi naredimo še te morebitne prilagoditve. S tem, da bi tukaj še eno zadevo poudaril, velikokrat se pa ta user testing celo na začetku naredi, ko delamo spletno stran z vidika wireframov. In tukaj je zelo pomembno, da je enostavno, zakaj je to dobro. Ko govorimo o teh wireframih, govorim tudi o prototipiranju. Se pravi, da wireframe naredimo po prototip metodologiji, to pomeni, da so wireframe klikabilni, da vidimo, če naš uporabnik, naša ciljna skupina zadevo razume. In že tukaj naredimo prilagoditve. Tako da to sta pač neka dva načina, ampak potem se moramo vsi skupaj zavedati, da je ta wireframe del lahko zelo, zelo dolg, zaradi tega, ker mu toliko več časa že na začetku posvetimo. Lahko se tudi testiranje kasneje, ko je enkrat spletna stran že live dela, mi recimo
smo precej uporabljali Crazy Egg kot analitično orodje. Bomo dali še en link, preko katerega dejansko lahko vidimo, kam ljudje klikajo, kje, na katerem delu spletne strani se najdlje ustavljajo, če dejansko delajo tiste stvari, za katere smo mi predvidevali, ali pa želimo od njih, da jih delajo na naši spletni strani. Ugotovimo preko analitičnega orodja in dejansko kasneje tudi naredimo prilagoditve, če nismo zadovoljni z rezultati. Vse te procese, ki jih je ravno kar Nejc naštel, zelo je pomembno, da se pri vsakmu posvetimo pozornost. Se pravi, od tiste prve faze, ki smo jo omenjala, brainstorming, do druge faze, raziskovanje, da dejansko tudi tam razmišljamo, kaj vse še naš potencialni uporabnik dela, ne samo nujno na naši spletni strani, ampak tudi sicer kaj dela, katere druge strani obiskuje. V tretji fazi res te wireframe, dizajn in pa produkcija. Vsaka faza mora imeti čas, se pravi, se ne sme nobeno preskakovati ali pa hiteti, ker se to na koncu pozna pri rezultatu. Absolutno. Zdaj pa najbolj, da greva na 4. točko. Pejva na 4. točko. Kar bi želela poudariti, je to, da upoštevite nasvete dejanskih strokovnjakov, ko delate prenovo spletne strani. Pri spletnih straneh je zelo podobno kot pri drugih zadevah, ki jih uporabljamo vsakodnevno. Vsak ima takoj občutek, da veliko ve o zadevi oziroma v tem konkretnem primeru o prenovi spletne strani. In nekdo, ki je pač enkrat se malo naučil HTML-ja ali pa je oblikoval dva Facebook posta ali pa neki, se pravi, ni dizajner, ni programer. In tak človek vam sigurno ne more dati to kakovostnega nasveta kot nek strokovnjak, nekdo, ki se vsak dan ukvarja z prenovo spletne strani oziroma z izdelavo spletne strani. Zato res, ko želite nasvet, ko ste pripravljeni na ta korak prenove, vprašajte za nasvet strokovnjake, ne prvega, ki ga srečate in ki je tako malo včasih nekaj poklikal ali pa napisal neko kodo. Jaz bi tukaj še eno stvar dodal, in sicer zadevo, o kateri je že Klemen, gost v 4. oddaji govoril, in sicer, da ko delate spletno stran, da enostavno zaupate strokovnjaku, za katerega ste se odločili. Zaradi tega, ker mi velikokrat, ko delamo, vidimo, da je še vse preveč emocionalne vpetosti in gledanja iz posameznega vidika. Se pravi, vi ste, na primer, nekdo je odločevalec v podjetju in odločevalec v podjetju preveč iz svojega vidika gleda, ja, meni pa ta dizajn ne ustreza zaradi te in one barve. Zato tudi sva prej omenjala ta user testing in v bistvu tukaj je pomembna ciljna skupina. Sej je dobro, da so neka izhodišča, ampak vse prevečkrat, pa mislim, da sva še v eni drugi oddaji o tem govorili, vse prevečkrat pride do vpletanja oseb iz emocionalnega vidika. In kar hočeva tukaj poudariti, enostavno treba je zaupati strokovnjaku po eni strani, po drugi strani je pa bolj pomembna ciljna skupina. Kaj nam ciljna skupina pove na podlagi user testinga, ki sva ga prej omenjala. Ok, še naslednja zadeva, ki bi jo želela izpostaviti, je pa, vse poznate tisti pregovor, malo denarja, malo muske. Zelo podobno je pri spletnih straneh. To, kolikor boste bili pripravljeni investirati, toliko dobro spletno stran boste dobili. In če vam nekdo prodaja, da vam bo naredil spletno stran za 200 evrov, taka sigurno ne bo toliko kakovostna kot nekdo, ki si bo res vzel čas, vam bo seveda tudi nekaj več zaračunal, ampak spletne strani instantne, narejene v parih dneh za 200 evrov, sigurno ne morejo slediti nekim zahtevam, ki jih vi sicer imate ali pa nekaj, kar pričakujete od vaše spletne strani. In ko se navezuješ na ta proračun, bi jaz izpostavil še eno zadevo, ko se je malo preskočila pri procesu izdelave spletne strani, in sicer na podlagi proračuna je odvisno tudi, katero platformo boste uporabili. In prej, ko sem razlagal o tem, ali je custom design ali je na podlagi neke teme, v tem delu se tudi odločite, se pravi na podlagi procesa in proračuna, katero platformo boste uporabili. In če na podlagi teme greste lahko najprej na spletno stran Team Forest, bomo dali en link in tam pregledate, katere teme so na voljo, in ko govorimo o Team Forest spletni strani, te teme delujejo ponavadi na platformi Joomla pa WordPress. Mi največkrat pri izdelavi uporabljamo celo platformo WordPress. Potem pa, če govorimo še eni taki dobri tematski rešitvi, bi omenila tukaj Squarespace, squarespace.com.
In tukaj zelo, če spletno stran, če potrebujete res enostavno rešitev, je Squarespace platforma zelo dober način. In tudi mi smo naredili par spletnih strani za naše naročnike na tej platformi. Potem je pa še ena platforma, ki je še pa bolj zapletena in tudi programerski del se iz tega vidika bolj zavleče, se pa reče Drupal. Tako da mogoče še ta vidik. To je pa to za danes, po moje. To je to za danes. Vse smo kar nekaj povedali, tako da bo po moje ljudem zanimivo. Sprašujte, zato da bomo 20 oddaj ali pa še kako prej spet naredili Q&A. Čim več vprašanj, mi bomo probala na čim več teh vprašanj odgovoriti, tako da z najne strani. Ja, je to. V naslednji oddaji pa govorimo o 5 sestavinah za odličen marketinški brief. Odlično, se vidimo naslednjič. Čau! Čau!